Hojla! Prvi video po maratonu prijaznosti. Vmes se je že zgodilo mnogo enih stvari, mnogo enih dogodkov, polno nekih zgodb. Vsak dan sem rekla, joj, o tem moram posneti video, pa o tem moram posneti video, in pol čas leti in seveda ideje ostanejo nekje zapisane. No, ampak danes sem v enem takem posebnem občutku, v eni taki prijaznosti do sebe. In sem rekla, bom pa delila z vami neko svojo zgodbo, za katero sem si mislila še par ur nazaj, da jo nikoli ne bom nobenemu povedala, oziroma pač povedala sem jo seveda Albertu. Veliko sva se tudi o njej pogovarjala, ampak zgodba je v bistvu pomembna za vas zaradi tega, da boste videli, kako lahko nastanejo konflikti v partnerstvu, kako lahko nastanejo ful hude zamere, brez da bi kdorkoli v odnosu to hotel. To se pravi, ne Albert, ne jaz, ali pa ne vi, ne vaš partner. Zaradi tega, ker stvari doživimo kot eno strašno bolečino. In to se je meni zgodilo v soboto. V petek je imel Albert rojstni, oziroma Albert je imel v nedeljo rojstni dan, ampak v petek je peljal otroke za svoj rojstni dan v gore, šli so na nek hrib Macesnovc, ker je pač to kar dosti zahtevna in težka pot, zelo zahtevna in težka pot, sem jaz ostala doma, ker moje nogice še okrevajo in ne smem jih na tak način preobremeniti. Sem bila pa seveda zelo vesela, da je Albert šel z otroki in da so otroci šli z njim. Predstavljam si, da je bil za vse njih to en tak zelo poseben in vesel dogodek, vsaj po slikah, ki sem jih videla, in po pripovedovanju. Kar bi pa rada z vami delila, je pa zgodba, ki se je zgodila naslednji dan. Jaz sem v mojem arhivu, oziroma moj prijatelj je objavil eno sliko, ki je nas slikal na Kamniških planinah leta 2003. Tam so otroci še majhni, dva sta bila najstnika, na sliki smo vsi in otroci se tako grdo držijo, da je to zacrkniti. A res. Vsi so nesrečni, žalostni, kot da smo jih z bičem prisilili, da so prišli na tisti kamenški sedel. Evo, bom tukaj prilepila zdaj slikco, tako da si jo lahko pogledate. No, in potem sem gledala slike, ki so jih posneli v petek, Albert in otroci, in je bila ena slika, ki so zelo podobno postavljeni in so vsi nasmejani in srečni in zadovoljni. In pač tako, ko daš te dve sliki skupaj, je tako, si rečeš, lej, a veš, nek čas mine, in je vse drugače. Skratka, te dve sliki sem jaz objavila na našem družinskem portalu, ki ga imamo na Facebooku, in sem napisala prej, pa sem dala uno slikco, in potem sem napisala potem, pa sem dala to novo slikco. Res sta mi bile take luštne. Zdaj se pa začne drama. Albert je namreč pod te dve sliki napisal komentar. To moram še povedati. Razlika na teh slikah je v letih, to se pravi, ena je bila posneta 2003, ena 17 let pozneje, 2020. In na prvi sliki sem prisotna jaz, na drugi sliki pa me ni, In Albert je od spodaj v komentar napisal, samo eden manjka, pa je vse lepše, ali nekaj v tem stilu. Samo ena manjka, pa je vse lepše. Seveda se je pohecal, to je bil njegov hec. Ampak ob tem, ko je to napisal, ni pomislil na to, da sem jaz zelo velikokrat, ko sem bila majhna, imela občutek, da me izločajo, da me porivajo stran, bom kasneje povedala, s katerimi stavki. Zdaj bi ostala tukaj. Skratka, on je to napisal in v meni se je zgodila v telesu takšna eksplozija, da me je bolelo v pljučih, bolelo me je v črevesju, bolela so me kolena, tako neverjetno, kako sem doživela, mogoče tudi prvič v življenju, kakšna je telesna reakcija
ko se nam prebudi nekaj iz preteklosti. In zdaj sem zelo hvaležna, da to vem, da je to moje. Ta bolečina je bila moja in to je moja zgodba in moja preteklost. Nekaj let nazaj bi jaz to Albertu tako zamerila, da se verjetno zelo dolgo ne bi z njim pogovarjala, da zelo bi bila užaljena, zelo bi verjela v to, da je resno mislil, a ne? Zelo bi verjela, da sem odveč, da sam ti si prisotna, pa je vse narobe. To so, a ne, bili stavki. Skratka, občutek, da ne pripadam. Občutek, da ko sem jaz nekje zraven, to ni okej. Na eno šalo, a ne, in verjetno bi znorela, Albertu 500-krat to naprej vrgla in potem bi bila užaljena in ne bi mogla funkcionirati. To bi bilo pred leti, pred mnogimi leti. Zdaj se mi je zgodilo isto. Skratka, prva reakcija je bila, da grem k njemu, da znorim, da mu povem, da kakšen je, kako more. In zelo sem bila ponosna, ker sem en del tega uspela zadržati, zato ker sem v hipu vedela, na kaj je pritisnil. V hipu sem vedela, da se je prebudila moja otroška zgodba, ki je bila povezana s stavki, z občutkom, da sem odveč. Stavki, stara mama mi je vedno govorila, recimo, če sem se šla igrati sosedovo deklico, da jim ne boš v napoto. Lahko si samo pol ure tam, ker pol te bodo imeli pa že dost. Ko smo šli kam na obiske, so mi vedno govorili, daj, umiri se, a moraš vedno biti ti ta glavna. Joj, koliko si pametna. To so stavki, ki sem jih poslušala, in to so stavki, ki so meni dajali sporočilo, da nisem okej, da nisem njihova, da po kom si se neko vzela, ja, to je bil še, ampak je bil v bistvu slabšalni. Jaz sem ga doživela tako. Saj gotovo moji pač ti odrasli niso tako razmišljali kot takrat. Ampak jaz kot otrok sem to doživela, kot da sem totalno neprimerna. Da ne pašem pač v okolje, da zmer nekaj narobe naredim, da, a ne, čez pol ure dam priti, ker pol te bojo pa že sit, a ne, to je pač stavek. In ko je Albert pač rekel, samo eden manjka in je vse okej, je meni prebudil vse te otroške zgodbe, vse so planile ven. In en del mene se je teh zgodb zavedal in je, probala sem najti ravnotežje, dihala sem ka nora. Drugi del ni zmogel in sem šla potem k Albertu in sem rekla, kako lahko, ne? Kako si lahko to naredil po 35 letih? Ko me poznaš, ko veš. In potem je on pač gledal me nekaj časa in je zbrisal to, a ne? Zbrisal je ta komentar, čeprav pač ta komentar je bil že zapisan vame, je že naredil pečat, je že naredil odprl rano, a ne? In ja, iz tega, kako si mogel, ker seveda to ni bil primeren odziv, ker Albert ni tega naredil s tem namenom, ampak sem hvaležna, da je zdržal to in sva se potem lahko pogovarjala in je rekel, res nisem pomislil, lej, to je bila šala, jaz sem mislil, da je hecen, a ne, sej zdaj vidim, da ni bilo hecen in tako. Zakaj vam govorim to? Govorim vam to zaradi tega, ker se nam te stvari dogajajo dnevno v odnosu. Pa vilce narobe položimo, brisačo narobe obesimo, partnerju nekaj rečemo v hecu, ki vzame smrtno resno. Zakaj? Zaradi tega, ker smo stopili direktno v njegovo srce. Nismo mi krivi, da je nastal konflikt, ampak imamo pa svoj delež pri tem. Imamo svoj delež, pritisnemo na to bolečino. In to je ena stvar, ki je zelo pomembna, da se jo zavedamo v odnosu s partnerjem. Da vemo, da ne glede na to, nikoli ne moramo reči, ti si kriv ali pa ti si čuden. Ali pa Albert bi lahko meni rekel, ti si tako čudna, kako to je, pač to je jaz smešen, sej nič ni tacga. Lahko bi mi komot to rekel. Pa bi tudi mi, ne vem, mnogo let nazaj. Zdaj pa me je gledal v oči in me je poslušal in je rekel, oprosti, nisem pomislil. Res bi lahko pomislil, a ne?
In mene je to pobožalo, mene je to pomirilo. Jaz sem videla, da mu ni vseeno, da mu je mar. Čeprav si mislim, da če bi to od spodaj napisal, da bi cel žur naredili z tega, pa še otroci, a ne. In jaz bi se naučila, da to uravnotežim, da to shendlam, ker vem, da ni bil ta namen. Zdaj vem, takrat v soboto pa nisem tega vedela. 40 let nazaj tudi nisem tega vedela. Tako da, veliko teh stvari je težkih v odnosu, ker jih ne poznamo, ker se jih ne znamo lotiti, ampak lahko se jih naučimo. Lahko se jih naučimo preko takih videov, lahko se jih naučimo preko, ne vem, zdajle bova dala, drug teden bo šla ven Jeza v partnerstvu, drug teden bo šel tudi ven partnerski spletni tečaj, poveži se z menoj. Veliko enih možnosti imamo, da se učimo, kako v odnosu deliti stvari, ki so težke, ampak so lepe, zato ker so naše in so vredne spoštovanja. Tako da jaz vas vabim, da si malo pogledate te najine programe in morate nujno naročite se na moj kanal, pa malo ga pošerajte, zato ker jaz sem do novega leta bi rada imela 2020 naročnikov in mi jih še nekaj manjka. Tako da, tako kot ste mi lansko leto pomagali, dajte mi še letos in komentirajte kaj spodaj pod video, napišite kakšno vašo zgodbo, napišite kakšno vaše vprašanje, ker jaz sem zelo vesela, ko dobim vaš odziv. In seveda delite tale video po vaših socialnih omrežjih ali pa kakšnega drugega, ki vam je všeč in se vidimo naslednji teden, ko bo na programu Jeza v partnerstvu. Čau, čau!